Ura je 20. Vsem, ki ste prisotni, želim lep in prijeten večer. Danes 2. aprila, tako da ne bomo o prvoaprilskih šalah danes govorili, ampak smo to prešli, tako da bomo o zelo resni zadevi govorili, ki nam je dejansko prikrita, skrita, vzeta, in to je tako imenovani lokalni referendum, ki jih sicer ti referendumi so bili, če se spomnite, samo za ustanavljanje občin, pa mogoče kakšnih elektrarn ali pomembnih vprašanj v lokalnih skupnostih, kjer se je zdelo, da vsa država oči upre v eno občino in se občina odloči. Ampak spet je to izgledalo kot nek državni referendum, kot to, ne. Ampak tukaj, gledajte, se vidi vpliv lokalne odločitve, ker vpliva dejansko na vso državo. Na vso državo. In če bi se prebivalci v lokalnem kraju, kjer prebivate, vseeno, s katere občine ste, prenehali ozirati v Ljubljano, pa v Državni zbor, predsednika, v njegov plašč in v njegovo sovico, Tinco, in v vse te parlamentarce in ministre, ki so čisto brezpomembni. To so čisto nepomembni ljudje, veste. To so ljudje brez funkcije. Pridejo, grejo, menjavajo se stavčke. Poznam človeka, ki je obšel vsa ministrstva, ki je za vsa ministrstva sposoben, ampak ni nikoli nič naredil, Če je bilo kaj narejenega, je bilo narejeno na lokalnem nivoju, tam pa je šerif župan. In pa lokalni prebivalci odločate. In ko bi se ljudje tega zavedali, bi bil svet popolnoma drugačen. Torej, prva točka. Pogled v stran od Ljubljane, ki vam jo filajo skozi Pop TV, RTV Slovenija, vse medije, vse časopise. Beremo samo, kaj se tam dogaja. V bistvu je to zahrbtna informacija. Zakaj zahrbtna? Ker dejanske stvari se vam dogajajo na občini. Kako to izgleda, dragi prijatelji, bom jaz sem eno kratko predstavitev, par slikic sem pripravil nocoj za vas, pa bom te slikice šel skozi. Sam to, da vam opišem, kako sem si predstavil nocoj, Pravi, najprej bomo pogledali vpliv lokalnega referenduma na demokratični proces v slovenskih občinah, kakšno moč ima, lokalna beseda, lokalni glas. V zvezi s tem, potem sem pripravil pa človeka, ki ga je pooblastil Svetovni gospodarski forum, da hodi po celi Ameriki. To je zdaj ameriški vzorec, ki se širi pravzaprav po vsem svetu. Saj to ni nič novega, ampak po covidu so se naučili, kje imajo luknje, kje so naredili napake, in te napake zdaj odpravljajo, in župane in guvernerje in vsi ti ljudje, ki so za mestne občine, za vasi, župani, skratka, odgovorni in jim dajejo nova navodila. Kakšna so ta navodila, boste pa nocoj videli po tej kratkih teh slikcah, ki vam bom pokazal čez prosojnice v kratkem filmu. Pa se bomo pa o tem kar malo pogovorili, ker vam bom dal nekaj mesa za pojesti. Se strinjate, je v redu tako? Dobro, zvečer pa pol, če bo kdo hotel, sem pripravil še en film, Programiranje nacije. Presenečeni boste, film je iz 2011, ampak noter pove stvari, ki jih še danes naš ne more dojeti. Zdaj smo pa 2024. Tako da, to je nocojšnji program, nocojšen pogled na naše debate in vas povabim seveda k aktivnemu sodelovanju. Ne tako kot v občinah, ko vsak peti gre volit, ostale pa čisto nič ne briga, pa se pa nekaj zgodi, se pa vsi pritožujejo, pa v gostilnah kolnejo, pa doma se pogovarjajo, pa si maske natikajo, ker se morajo, zato ker prej niso bili aktivni. Pa se grejo cepiti, ker prej niso bili aktivni, pa takih stvari se bojo dogajale. Torej, kličem k aktivnosti, zelo vroči aktivnosti in k zavedanju, kaj pomeni lokalna skupnost. Sedaj bom razdelil vam tale share. Tako, to se pravi vpliv lokalnega referenduma na demokratični proces v slovenskih občinah. Izbral sem najbolj radikalno stvar referendum. Zakaj? Zato, ker na referendumu res se čuti moč ljudstva, moč glasu, moč lokalnega odločanja. Ker tukaj se dotika vsakega izmed nas
življenje, kot nam je COVID, ta test svetovni, to je bil samo test za tisto, kar sledi, veste. Morali so narediti ta virus iz preprostega razloga, ker se mi zdaj ukvarjamo z zdravjem, smrtmi, z podjetji, ki propadajo. Skratka, lovimo se na neki črti življenjski, psihični, psihološki, pri otrocih, doma, v službah. Svet se zelo spreminja, v ozadju pa ljudje delajo stvari, za katere ne vemo. Dajmo si malo to pogledati. Ponavljam naslov: vpliv lokalnega referenduma na demokratični proces v slovenskih občinah. No, pa ne gre samo za to. In v uvodu, proces v slovenskih občinah dejansko je kompleksen in pomemben za participacijo lokalnega prebivalstva. Nocojšnja debata bo osvetlila ključne vidike in izzive, katere, tiste, ki se nam dogajajo za hrbtom, za katere ne vemo. Saj tudi veste, da tudi lokalni časopisi počasi umirajo v občinah. Pač ni nekih informacij. Ali jih pa zakrivajo in dajo samo tiste, za katere menijo, da krajani ne bodo ponoreli oziroma se vznemirili, ne? In tako počasi nas kuhajo. Gremo naprej. Kaj je sploh to demokratični proces? Demokratični proces v lokalnih občinah, glejte, je temeljni steber slovenskega političnega sistema, celotnega političnega sistema. Jaz se spominjam v času covida, ko je Janša poklical vse župane skupaj in jim je dal navodila, kaj in kako morajo v času covida delati, ker je Janša dobil navodila in potem kot predsednik vlade seveda vsem, ki so se uklonili in ki so prišli po vseh občinah slovenskih, so dobili enaka navodila. Mene je takrat ta sestanek precej vznemiral, ker sem nekje slutil, da nekaj ni v redu. Namreč, če so lokalne skupnosti samostojne, razumel sem, da mogoče gre za zdravje, da gre za to, da gre za za tretjo, da je pač nekaj, ne? Ampak glede na celo situacijo, ko je bil Janša izvoljen in je rekel, da bomo vsi cepljeni in da dokler ne bomo vsi cepljeni, ne bo konc te epidemije, pandemije, sem si mislil, kdaj pa tale doktor ratal, ne? Kaj pa ima on s tem? To je čisto drugo področje, ki sploh ni njegovo. In glejte, kam se je kot predsednik vlade vtaknil. Takoj vam bom povedal, zakaj mi je to zasmrdelo. Namreč predsednik vlade je predsednik vlade, ki kontrolira in delno mogoče tudi daje kakšne usmeritve, ampak zgolj politične usmeritve za določena ministrstva. Medtem ko so ministrstva in ministri, minister za obrambo, minister za šolstvo in da ne naštevam, seveda tudi minister za zdravje, povsem samostojni in odgovorni v svojih odločitvah in dejanjih. In v tem trenutku je on posegel v pristojnosti ministrstva za zdravje, ko je rekel, dokler ne bomo vsi cepljeni, ne bo epidemije konec. In to je rekel predsednik vlade, ki s to zadevo nima nič in se ne sme pod nobenim pogojem v ustavno-pravnem vidiku vtikati v to zadevo. Če si vi pogledate drugi odstavek 120. člena ustave, pa ga bom prebral, da boste vedeli, mislim, da sem prav rekel. Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno in v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Nihče se v to ne sme vtikati. Lep pozdrav še enkrat. Zelo sem vesel, da tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor že cepijo zaposlene. Iz te prve pošiljke cepiva zoper COVID-19, ki je včeraj prispela v Slovenijo, bomo uspeli pocepiti tudi del zaposlenih v zdravstvu, se pravi tistih, ki spadajo v najbolj rizično kategorijo, zaradi tega, ker pač zdravijo bolne s covidom. Prihod cepiva zoper covid v državo lahko primerjamo s prihodom gasilske ekipe na prizorišče požara. Pa naj si bo to minister, ki ima nad sabo predsednika vlade, se predsednik vlade v to delo ne sme vtikati, mora samo paziti, da so stvari v skladu z zakonom, ne?
Prav tako se pa tudi minister v upravne organe ne more vtikati, sploh nima pristojnosti. Tako da, če se vi ministru pritožujete, vam zmeraj napišejo, nismo pristojni za to, nismo pristojni za ono, ampak dejansko v ozadju so pa za vse pristojni, ker se vse zmenijo, in to je ta hinavščina, hipokriza, ne. To sem jaz takrat zagledal in to je meni začelo zelo smrdeti in sem postal na te stvari pozoren, čeprav nisem še čisto vsega zaznal, ne. In v neki občini je en župan samovoljno zaprl takrat eno šolo, ker kao, tam je bilo, zdaj se je pojavil virus, to eni 3-4 so zboleli, on je kar šolo zaprl in se spomnim, da je bilo to po Pop TV. Sem rekel, kako pa zdaj samo ena občina, ena šolo zapirajo, zakaj pa ne vse naenkrat? Ker če je nevarno za vse in če je vse župani sklicajo in če je virus povsod, po vsem svetu, pol naj bo povsod, ne pa samo v eni šoli. In zmeraj začnejo s pacientom ena, s šolo ena, primerom ena, s cepljenjem enim, zato da dajo primer in vzorec in potem se to začne širiti. Bodite pozorni na te medijske finte. In tukaj, glejte, ima lokalni referendum potencial krepiti ali pa ogroziti to demokratično ravnovesje. In če bi se takrat po lokalnih skupnostih seveda imeli ljudje to zavedanje, jasno, da ga nismo imeli, ker nas je vse skupaj presenetilo, bi stvari lahko bile precej drugačne. In lokalni referendum, glejte, pomen lokalnega referenduma omogoča lokalnemu prebivalstvu neposredno, veste, kaj pomeni neposredno? Neposredno odločanje o pomembnih zadevah. Vse se dogaja na lokalnem nivoju. To je ključno za lokalno avtonomijo in pa za sodelovanje oziroma participacijo prebivalcev. Seveda je tukaj zakonodajni okvir, ki je pa zelo kompliciran. Če vam takole povem, da so predpisi, ki določajo postopke in pogoje za izvedbo lokalnega referenduma, kar zahtevni, in bomo nocoj o tem še govorili, koliko procentov, kje mora biti nekako po slovenski zakonodaji v določenem kraju prebivalstva, da se odloči za referendum. Najprej, da ga skliče, a ne, mora biti po moji oceni 50 ljudi, potem pa teh 50 ljudi dobi 2 meseca časa, da zbere pač 15% glasov iz določene občine, glede na število prebivalcev, seveda je treba statistični urad pogledati, koliko je trenutno prebivalcev v občini, zato da se ta kvota 15% izpolni in potem se izvede referendum in se lokalni prebivalci sami odločimo za zadevo. Najtežje je to v Ljubljani, ker je največ prebivalcev, 15% predstavlja tam 38.000 glasov, a ne, skoraj kot za državni referendum, medtem ko pa, glejte, najbolj pomembno je, da se to izvaja v manjših občinah, kjer ni potrebno takšnega napora. Dobiš 500 ali pa 1000 ljudi in se zadeva naredi, pa lažje gre glas na kmetiji, po gostilnah, kot tle v mestu, kjer živimo pač, ne vem, neko oddaljeno življenje, čeprav smo si blizu skupaj. Kjer smo si blizu skupaj, smo si daleč, kjer ste si daleč, ste si veliko bolj blizu, a ne? To je pač neka čudna logika, ampak tako je. Jaz se spominjam, ko sem živel na kmetiji, smo se vsi sosedje med sabo poznali, obiskovali, nobenega ogrožal, vsak je imel svoje življenjske okolje, svoj življenjski prostor, ko je bilo seno, smo pomagali, ko je bila trgatev, smo pomagali, ko je bilo ličenje koruze, smo pomagali. Ta spomin meni obuja čudovite stvari in še vedno mi daje to upanje in moč, da se to še vedno da v tem času spremeniti, ne glede na to, s kako hitrostjo nas svetovni gospodarji silijo v neke spremembe. Menim, da delajo to prehitro in v tej njihovi hitrosti imamo mi čas, da lahko naredimo kot narod spremembo. Glejte, razumevanje zakonodajnega okvirja je ključno za analizo vpliva referenduma na naše življenje in odločanje. V vsakem kraju mora biti nekdo, ki vsaj približno ve, za kaj gre, da malo te stvari prouči, jih da na papir, da vpraša na državno upravo, na občino, da vpraša mogoče kakšno pravno fakulteto, da vpraša politike, prijatelje, ki poznajo vse te finte, zato da na referendumu potem ne pride do napak. Raznolike interpretacije referendumskega vprašanja in možnost zlorabe referendumskega postopka so izzivi, s katerimi se soočajo lokalne občine. Namreč, zlorabe referendumskega postopka so najbolj pogosto vsi tisti občinarji in župani in zaposleni na občinah samo čakajo, da se strani
referendumskega ljudstva oziroma pobudnikov naredi napaka, zato da lahko razveljavijo referendum, ker v njihovem interesu je, da svojo agendo peljajo. Namreč govorimo o tem času po 2020, ki so dobili denar od Evropske skupnosti, ki morajo nekaj speljati in delajo kar brez naše vednosti. Se pravi, mi moramo narediti referendum, oni dobijo denar, pa potem kar nekaj izvajajo. Se mi s tem strinjamo ali ne? Namreč, to ni prav. To je zelo narobe. In mi moramo sprejemati njihove pogoje na naši zemlji, v naši hiši, v našem stanovanju. Kako dolgo še, vas vprašam? Ne bo, jaz preprosto ne vidim rešitve, kot da se tukaj naredi vsaka vas zase, postavi zase, vsako mesto zase. Zato sem rekel, ne ozirajte se v Ljubljano, ker to je past, to je črna magija. Mediji to počnejo. Tako da največja moč je v lokalnem prostoru. Vloga lokalne skupnosti je, gledajte, za aktivno sodelovanje lokalne skupnosti pri pripravi izvedbi lokalnega referenduma, ki je ključen za učinkovit demokratični proces in za legitimne odločitve. Se pravi, če se nekje to zgodi, upam, da se bo, da bodo ljudje prišli k sebi, da bodo razumeli, da je treba traktor, kmetje, dragi kmetje, sej, če boste kasneje ta video gledali, zapomnite si, da vaša pot v Ljubljano je brez veze. Pred parlamentom brez veze. A veste, kam morate vi traktor postaviti pod rek? Pred občino morate gnoj postaviti, pred župana, pred vaš občinski svet, ker ti ljudje ga tam lomijo. Ne tle v Ljubljani, pustite te pajace na miru. To so ti uradniki, ki pridejo, grejo, ampak vam, župani, občinski svet in tisti kupljenci in prodajalci megle delajo agendo na lokalni ravni, zato ker hočejo vse nas vključiti in to so plačanci zdajle postavljeni. A veste, koliko je županov, ki sploh niso iz lokalnega kraja, ki so kar uvoženi od nekod. So prišli, so dobili glasove, ki so jim NVO-ji dali glas in oni so zdaj župani zaradi vaše nezainteresiranosti v času volitev. Slovenski narod si sam koplje jamo. Tako fajn je to, sem mal ciničen, ampak upravičeno. Upravičeno, zakaj? Zato, ker potem vsaj nekdo sliši. Tako da, gledajte, legitimnost odločitev za zakonit demokratični proces je pomembna zahteva vprašanja referenduma, ki se tiče vseh nas, vseh krajanov, v neki določeni vasi ali pa v mestni občini, ki jih ima Slovenija recimo 12. Zdaj, ko govorimo o transparentnosti in odgovornosti, je to zadeva, transparentnost je največji sovražnik korupcije. In nam vsi govorijo o transparentnosti, pa so transparentni tam, pa tam, ljudje potem rečejo, ok, se nekaj govorijo, kakor so prejšnji teden, ko sem pokazal v soboto, govorijo o transparentnosti, dejansko je pa to samo pesek v oči, ko je stvar že tako globoka, da morajo o tem govoriti, ko je toliko denarja pokradenega, da morajo nekaj reči in da folku pokažejo, da se nekaj dogaja. Na državnem nivoju rečejo, zdaj bomo pa to. In ljudje mislijo po vseh krajih, da zdaj Slovenija pa je transparentna. Majok. Pejte vi to transparentnost gledati v vašo občino. Imate vso pravico. Čakajte, je to 35. člen? Ali 44. Lejte, seveda, če pridete na občino, bojo rekli, kakšen pa je vaš pravni interes. Ker če nimate pravnega interesa, vam ne bodo nič dali. In kakšen je vaš pravni interes? Čakajte, pogledam 44. člen. Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Namreč, vse zadeve, ki se delajo, seveda morajo biti javne, zato ker so to funkcionarji, pa zaposleni v javni upravi, na občinski upravi, na lokalnih uradih. A veste, pa to ne gre samo za občino, ampak tudi šola, vrtec, policija, vse to je na lokalni ravni, vse to je pod županom, vse, kar se tiče javne uprave, javne razsvetljave, smeti, voda in tako naprej, vse, to so vse javna podjetja. In v vsako podjetje lahko greste na podlagi 44. člena. Vsak državljan, pazite, piše v ustavi, ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Tukaj neposredno je vaš pravni interes, ker vas zanima denar,
ki smo ga mi dali kot davkoplačevalci ali pa vi kot prebivalci občine, državljani Republike Slovenije za svoj kraj, koliko je tega denarja in kam je šel, kje se uporablja, in pa potem tista siva cona, tista siva ekonomija evropskih sredstev, ja, koliko denarja in zakaj je ta denar namenjen, zato ker tega denarja nikoli ne omenjajo, nikoli nihče ne pove, kam pa ta denar gre, ki ga dobivajo iz Evropske unije. S tem nas pa ubijajo, s tistim denarjem. Z našim si pa plače plačujejo, pa počitnice, pa ne vem kaj. Ljudje, zbudite se. Čas je, da pogledamo v njihovo denarnico. Ne samo oni v našo, pa da nam blokirajo, pa rubijo račune, pa se mi s tem ukvarjamo. Namreč, oni se vtikajo v naše zasebne račune, kjer sploh nimajo vstopa. Mi imamo vstop v njihov javni račun, proračun, pogledati, kaj se dogaja, kje je denar in kam je vložen in kam investirajo in kakšne načrte delajo. Edino tako se lahko rešimo iz vse te zagate. To se pravi, 44. člen je vaš pravni ustavni interes, ki ga lahko uveljavljate. Recimo primeri dobrih praks. V vpogled primere dobrih praks izvajanja lokalnih referendumov lahko ponudi vpogled v učinkovite strategije za popravo in krepitev novega demokratičnega procesa v slovenskih občinah. Namreč, če je kaj narobe v neki občini, se z referendumom lahko ukine, prekine, ustavi, ali pa se da kakšna nova pobuda, ki bo povozila obstoječo pobudo. Ljudje, dajte razmišljati, poglejte malo na občinsko stran vašo, kaj se dogaja, kakšni so razpisi, kaj počnejo, kam se vlaga, kje so svetilke, kje bojo prehodi, kakšne ceste delajo, kje bodo kamere, kje bodo mikrofoni, kaj sploh počnejo ti ljudje. Zakaj? Zanimivo je, da zdaj stavkajo, državna uprava pa zdravniki. Zakaj stavkajo? Samo megla pred oči, zato ker v ozadju delajo kompletno digitalno infrastrukturo. Ja, infrastrukturo, državno infrastrukturo, s katero bodo nas vtaknili noter in mi bomo potem notri samo številke. In ko ste enkrat z osebno izkaznico digitalno noter v njihovem sistemu, nimate več izhoda. To je največji problem. Ja? Mislim, stvari so neverjetne. To se pravi, z primeri dobrih praks, če jih pogledamo malo po spletu, lahko popravimo in odpravimo napake starih politikov, starih županov, starih mačkov, ki so nas do sem pripeljali, in tudi novih, ki delajo samo po navodilih. Boste videli, da so to čisto neizobraženi ljudje, ki izražajo največjo moč. Torej, po občinah, župani in politiki, to so najbolj neizobraženi ljudje, ki so postavljeni z to logiko, da so samo ubogljivi. To se pravi, če imate lastnost ubogljivosti, pa če nimate dokončane izobrazbe, s kakšnim veseljem vas bodo sprejeli na vseh ministrstvih, v vseh občinskih uradih, v vseh šolah, vi samo, da ste pridni in da delate po navodilih. To ste pravi človek za slovensko državo. Vrhunska kapaciteta, prva liga. Ja, in zato je tukaj piše, da z referendumom, z voljo ljudstva lahko popravimo in odpravimo napake starih politikov, brezbrižnih, škodljivih uradnikov po občinah. Ja? To so ljudje, ki dejansko so toliko zakompleksani, da uživajo, kadar izvajajo moč in nasilje nad državljani, ker takrat so pa oni močni, oni imajo pa takrat oblast. Ja? Kaj pa je tu noter, je pa veliko vprašanje. Zadnjič je prišel k meni en član, ki je rekel: Mihael, mi imamo veliko prijateljev, ki delajo v državni upravi, in ko jim povemo, kaj v ustavi piše, ti ljudje sploh ne vejo, sploh nimajo dostopa do ustave. In ena najina kolegica naj je prosila, da je natisni, da je ustavo, in sem kar precej ustav natisnil, tako je drobna knjižica, evo, tudi poslal sem vsem tistim, ki smo obljubili po pošti, da bojo dali tem ljudem ustavo, zato ker sploh ne poznajo, sploh ne smejo tega upoštevati, ker je prehudo. Zato ker bi se ti ljudje, po moje, ne vem, kaj bi si naredili, če bi videli, kaj v ustavi piše in kakšne so pravice nas državljanov. Nas pa držijo šahmat v nevednosti, pa dajo tiskati za celo Slovenijo 300 ustavic.
nas je pa preko 2 milijona. Ne? No, to je Slovenija, to je to. Krasno. In gremo dalje, pomen javnega dialoga. Mi moramo čim več javno govoriti. Če jih nas hočejo blokirati, pravijo, da smo misinformation, disinformation, ne vem kaj vse, brišejo nam portale, brišejo nam naše informacije, ki so v skladu z ustavo, pravno utemeljene, ampak očitno ne marajo teh informacij, zaradi tega, ker drugače ne bi mogli vzporedno delati z sredstvi, vzporedno po nekih sivih conah opravljati določenih stvari in to zelo boli. Tako da spodbujanje javne razprave, gledajte, zelo pomembno. Dialog med različnimi deležniki je pa seveda ključen za kakovostno pripravo in izvedbo lokalnega referenduma. Torej, lokalni dogovor, lokalni referendum, nekaj ljudi, ki razmišljajo modro, pametno in vejo, kaj je dobro za kraj, ker poznajo ljudi in potrebe. Govorim o teh stvareh, ne CO2, pa o nekih vetrnicah, pa o nekem, ne vem, globalnem prijemu, ki sploh ne paše v naše okolje, ker vetrnica kazi, iznakaže vse okolje. Električni avtomobili, kaj boš tam na kmetih z električnim avtom po tistem snegu plužu vozil, ne? Ma dajte, no, se je vse pokazalo, kako je vse narobe. In tako naprej, no, v tem smislu. In potem je treba seveda ob takem pogovoru, po javnem diskurzu, narediti pa analizo rezultatov lokalnega referenduma, ki omogoča razumevanje vpliva odločitev na demokratični proces in prihodnji razvoj lokalne skupnosti. Saj vendar gre za naše življenje, za našo prihodnost, za naše otroke in za prihodnje generacije. Iskreno vam povem, da v teh 4 letih imam v sebi delno zadoščenje, da nekaj pa sem naredil za moje otroke in za mogoče moje vnuke, pa mogoče še za koga, ki bo razumel stvar, da nam grozi totalna kontrola, totalen polom, ne? Moderno suženjstvo. Moderno suženjstvo z mislijo, da smo svobodni, pa nismo. Ampak v lokalni skupnosti lahko to naredimo, ker tu je moč. In potem, ko gremo seveda s časom naprej, je treba vzeti v zakup stvari tudi, ki so, recimo razvoj digitalnih tehnologij in spremembe v družbenih dinamikah postavljajo nam nove izzive za izvedbo lokalnih referendumov. Vprašanje, kako bo zdaj to, ko bo vse prenovljeno, kako bojo ti referendumi potekali, kdo bo imel dostop do baze podatkov, kdo bo imel dostop do glasov, vse to je treba vzeti potem tudi pod kontrolo. Je treba vse to kontrolirati. Je treba biti zraven, preverjati, ne enkrat, dvakrat. Tako da bodimo ob tem uveljavljanju vseh teh digitalnih tehnologij, ki nam jih bodo ponudili za volitve tudi na lokalnih referendumih. Zaenkrat menim, da je to še v papirju izvedljivo, ampak ni daleč, ko bo to vse zelo spremenilo. Tako da to je samo opozorilo za naprej. In pa seveda z referendumom si lahko ustvarimo okolje za preživetje. Nekdo je rekel, pojdite na kmetijo, kupite si zemljo. Kaj bom naredil, če pa kupim kmetijo dejansko v občini? Ja? Kamorkoli prideš v neko občino. Vseeno, v katerikoli kraj greš. Ljudje kupujejo lokacijo, miren kotiček, ampak v končni fazi si ti v skupnosti, si v občini. In ne pozabite, da kamorkoli greste, padete v občino, kjer je župan. In kjer je župan, je agenda. In kjer je agenda, ne glede na to, kakšen vrt imate, pa kakšno drevo, pa v katerem kotu imate hišo, v vsakem primeru ste deležni agende. Ni izhoda, razen z referendumi. Tako da treba je tukaj se povezati. Vpliv lokalnega referenduma na demokratični proces v slovenskih občinah je pa zelo kompleksen in odvisen od številnih dejavnikov, o katerih se bomo pa še nocoj pogovarjali. Skratka, ključno je ustvariti. Nekdo je rekel, umakni se, v redu, en glas gre nekam drugam, ampak preden se ti z drugimi prebivalci ujameš, rabiš 5, 10, 15, 20 let, pa da si pridobiš zaupanje. Če pa si ti v nekem okolju, kjer si in nekaj pomeniš in te ljudje poznajo in če karkoli rečeš, te pa že toliko poznajo, da vejo, če poveš pošteno, misliš pošteno in razmišljaš iskreno in transparentno, če smem spet to besedo uporabiti. In pa še nekaj, najbolj pomembna je pa seveda ustrezna izobrazba. Danes zaposlujejo uradnike, ki nimajo nobene izobrazbe, samo upogljivo hrbtenico in dela samo tisto, kar se mu reče.
In če se izkaže, da bi slučajno razmišljal svojo glavo, ga obremenijo z delom tako, da prej ali slej zapusti delovno mesto, ker se kaže že nevarnost, da pa nekaj ni v redu. Tako da to so zelo hude stvari. Zdaj pa, glede na ta uvod, bom vam zavrtel video in kaj vam bom v tem videu povedal. V tem videu si pogledajte, to je človek, ki je poslan od Svetovnega gospodarskega foruma in hodi okrog po občinah in išče uradnike. In išče občinske delavce, in išče za zaposlitev v državnih firmah, in išče ljudi, za katere je rekel, da ne rabijo nobene izobrazbe, da denarja je dosti, da rabijo samo njihov čas, njihovo energijo. Zdaj si vi predstavljajte tistega redarja ali pa varnostnika, same take ljudi rabijo, veste, okrog rabijo varnostnike, ubogljive, ki ne bodo ničesar razumeli, ne poznali ustave, ne poznali zakona, ampak bodo samo delali po nekih navodilih, ki jih bodo dobili seveda od zgoraj. Poleg tega bodo imeli pa za seboj krit hrbet, krit urit, strani sodišča, strani policije in tako naprej, ampak temu lahko naredimo z lokalnimi referendumi konec. A veste, da lahko naredite referendum za nazaj, za COVID, za te stvari, da se te stvari več ne smejo, se naredi referendum. Naredi se zakon ali pa podzakonski akt ali pa občinski odlok, ki ga sprejme skupnost in da se teh stvari ne sprejema kljub vsemu, a ne po 16. členu ustave, kjer imate določene stvari, se vzame ustavno stvar, da se ta člen absolutno spoštuje v najhujših, v najstrožjih časih in da se sodi takoj tistemu, ki krši ustavo. Tistemu, ki krši ustavo. In v času COVID-a je bila ustava kršena na vsakem koraku in še danes je kršeno. Danes skušajo vse zakone spremeniti, vse spreminjati, mimo nas. In potem rečejo, glejte, zakon je družbeni dogovor, zakon je družbeni konsens. To je nepodpisano strinjanje. Ni res. Ni res, daleč od tega. Ok, poglejmo si ta 8-minutni film, prosim. Bodite pozorni, kaj ta gospod govori. So strangers often stop me on the street and say something along the lines of, "I would never do your job." Even though it happens so often, I'm always a little surprised. You see, my job doesn't require that I run into burning buildings or perform open heart surgery, teach math to middle schoolers. My job has actually relatively few qualifications. As you can tell from the suit, I'm a politician. So recently I asked people, why? And their answers aren't surprising given the state of our world. They see politics as mean. They see governmental action as incremental at best or completely broken at worst. They hate the attacks, the win-at-all-cost partisanship. That I would voluntarily spend my days in endless meetings making the compromises necessary to pass laws is incomprehensible. That I would campaign to do it by putting my name on a ballot, knocking on doors, raising money, is a sign to them and my wife of my mental instability. But I get it, and I see when I watch national politics, whether it's here or anywhere around the world, I watch it with the same dismay. We are watching democracies around the world break. We are seeing our institutions being torn down by big-moneyed interests and the politics of division, disinformation campaigns that play to our anger and our fear and our hatreds. And it's terrifying because when we lose our democracy, we're going to lose our institutions and our ability to solve the problems that we need to solve. It's also made serving an elective office at the national level a miserable and futile experience. But for me, at the local level, and for thousands of local officials like me, there's never been a better time to be in elective office if you want to address challenges. Thank you. Thank you. We are engaging with our communities in entirely new ways. We're solving problems that is not happening at the national level, so by opportunity and necessity, we are taking on big issues. We're taking on climate change.
We're taking on social equity. We're taking on economic innovation, justice, and democracy. And we're doing big things. Here in Santa Cruz, more than 20 of cities, and soon to be more than 30 cities and counties on the Central Coast, have formed our own power company. And we're delivering more renewables to you at a fraction of the cost. Santa Cruz County has long been a leader in environmental preservation, in reducing plastics, in early childhood intervention, in juvenile justice, in end of life, and we will continue to be a national model. Look, we have a lot of challenges here locally, but as a local official, every day I get to wake up and try to take action to make our community a little bit better place. But it's not just here in Santa Cruz that these things are happening. In St. Louis, local government officials are giving every kindergartner a college savings account. That makes it 64% more likely that those kids graduate from college. Cincinnati, Ohio is going carbon neutral by building the largest city-owned solar array in the United States. Burlington, Vermont cut opioid overdoses in half by expanding treatment in jails and emergency rooms. Stockton, just north of here, is experimenting with basic income. And Louisville, Kentucky has partnered with the Dalai Lama to integrate compassion into their city's lives. Other communities are trying innovations with public arts and livable neighborhoods and walkable streets. They're trying new ways to process trash and sewage and bring in clean water. And they're seeing some really extraordinary results. And the coolest thing about all this is that when these communities do great things, or when we do these great things here in Santa Cruz, we share these ideas. So every community is out there trying to help other communities improve their lives. So if I come up with an innovative idea or a new way to deliver a service, not only can I help the lives of those in my community, but I can help thousands, if not millions, of people's lives in other communities. Recently on my podcast, An Honorable Profession, I spoke to Eric Lesser. Eric Lesser served as a senior aide in the Obama administration. He worked for years just feet from the Oval Office. I asked him why he chose to return to his small western Massachusetts hometown to run for the state Senate instead of staying in Washington. And his answer was clear and unequivocal. It's about impact. If you care about justice, your local district attorney and sheriff have far more impact on the criminal justice system than the Attorney General of the United States. You want to improve your schools? Your local school board has more power than the Department of Education. If you care about parks, roads, streets, jobs, local business, the fates of all those things are decided at the local level. Local government is essential and effective, and it will have far more impact on your life than any president or prime minister ever will. As President Lyndon Johnson once observed, he said, when the burdens of the presidency become too great, I always remind myself it could be worse. I could be a mayor. So while we are out making this tremendous impact, while we are out innovating and doing and making our communities better, we are watching people disengage. The forces that are tearing apart national governments are now beginning to tear apart local governments. The forces of division that exist between Democrats and Republicans at the federal level are now beginning to emerge locally. And it's devastating, not only for us to make our communities work, but to solve the big problems that we know we can solve. Local governments in the United States, their combined annual budget is $2 trillion. That's more than all but 2 countries in the world. We have the power to make sure that clean water comes into your home, and as we saw in Flint, that is not a given. And we have the power we need to treat the dirty water coming out of your home. We need to make sure that we are the agencies that you call and that we respond when you are the victim of a crime, when your house is on fire, when a natural disaster occurs. But we need your engagement. A recent study found that only 1 out of every 5 eligible voters participated in a municipal election. We're watching cities and school boards struggle to find people who will run and serve on their boards. We're watching the local news disappear so that we can't talk about our issues with our citizens.
And this is the time when we need your engagement the most. We need your energy, your time, your love, your hope, and we need you to engage in local democracy. So we need you to vote and track a local issue. We need you to volunteer to support a local candidate or a local measure. We need you to serve on a city advisory board or a county commission. And just maybe, we need you to run and do a job that a stranger will approach you on the street and say they can't believe that you will do, because that is how we will make sure that local government is where democracy lives. Thank you very much. Ja, tako Svetovni gospodarski forum pošilja svoje ljudi, ki jih seveda najprej dobro nauči, zmele in potem grejo z isto zgodbo, vsi z isto zgodbo kot ta gospod po svetu, imajo TED talk showe, imajo srečanja z raznimi skupnostmi, NVO-ji in tako naprej, seveda. To so posebne skupine, ki potem izvajajo neposredno lažno demokracijo in tako svoje ljudi postavljajo na taka mesta, kjer ste videli, da so se zdaj naučili v času covida, da bo treba pravno zadevo urediti, da ne bo šlo kar tako. Jaz se dobro spominjam, ko sem začel pravne stvari pisati, sem rekel, vse, kar delajo, je nezakonito. In zdaj skušajo to spraviti vse v nek zakon in prek trikov spraviti svoje projekte skozi. Torej, kar je gospod govoril, morda marsikdo od vas niti ni opazil, je vabil ljudi na občinsko delo. Zakaj? Zato, da bodo skupaj uredili 15 minut na mesta. Ker njihove odločitve vplivajo, kje bo voda, kje bo ulica, kje bo luč, kje bo stanovanje, kakšna bo infrastruktura, a ne? In o tem ti ljudje odločajo. In če se izpostavijo, potem tisti volivci, ki so reči, kaj bo pa ta mal delal, a ne, zaupaš enemu človeku, ki pride kar iz neba, kar pojavi se nekje en človek in sploh ne poznate njegovega ozadja, njegovega življenja, kdo ga je šolal, kje je bil predhodno zaposlen, in mu date glas. In kaj se s tem naredite? A si tudi na odpadu, a ne? Lahko rečemo, a si tudi na odpadu. Ko vidiš, kakšne ljudi imamo na občinskih uradih, na ministrstvih in sploh v Slovenski državni upravi. In teh ljudi je vedno več, kar množijo se, zato ker Evropska unija daje sredstva, plačuje, plača je zagotovljena, dopust je zagotovljen, malo potrpiš na delovnem mestu, če malo preveč dela pač narediš, a ne, se ugrizneš, primeš za stol in to je to. Jaz menim, da sem vam dal kar nekaj za poglodati, malo za razmišljati. Zdaj pa me zanima čisto zares vaše mnenje na to, kar sem predstavil, kar sem povedal, za kar niti ne veste, da se v ozadju dogaja. Marsikdo seveda ve, ampak ljudje, ki živimo vsakdanje normalno življenje, se moramo pa na tak način informirati, kakor je ta nocojšnji večer, da pridemo sploh do slike, kaj se nam v ozadju dogaja. Ozadje, ki je v bistvu kot en pano, za katerega moraš se potruditi, da vidiš stvari, ker drugače niso vidne. Prosim, z besedo na dan. Zdravo, Mihajl. Ja, živijo, evo, povej. Ja, Eden. Ja. A te je bilo, ker si vedel, kako stvari stojijo, že prej, kje imamo pravico, recimo. A te je bilo strah, da bodo figurice na šahovnici letele, kamor torej zdaj recimo letijo? Ja, seveda me je bilo, saj sem v bistvu že takrat sledil stvarem dosti aktivno, vendar še ni bilo javno oznanjeno, da se izvaja agenda, čeravno se je izvajala, ampak ko živiš v nevednosti, ne živiš v strahu, ker nimaš informacije, kaj se dogaja, ne? Ko pa enkrat ti veš, kaj se dogaja, in ko poznaš tiste 4 poteze nasprotnika, ki jih hoče narediti, lahko narediš potem tudi obrambo. To si mene vprašal, evo ti, to je moj odgovor. Jaz danes vem in zato sem se odločil, da teh stvari ne bom prepustil naključju, vsaj jaz ne, in zato pač v tem smislu operiramo in delamo. In vse, kar se dela s strani Svetovnega gospodarskega foruma in pa United Nations, ki so leta 2019 podpisali celo pogodbo o izvajanju agende, morda se spomniš, ne?
potem je prišel COVID in se je to začelo izvajati s pospešeno hitrostjo, zaradi tega, ker se jim nikamor ni premaknil. In pandemija je bila narejena samo zato, da naredijo kaos in da se ponudi rešitev. Rešitev se pa ponuja trenutno na tolikih nivojih, da jaz verjamem, da se jim tudi marsikje ruši, ker tako hitro ne morejo tega početi. To je moj odgovor. Kaj pa ti meniš, Eden? Ja, mislim, toliko nisem, jaz sem malo kasno sem prišel notri na Zoom, ker sem imel nekaj drugega še, tako da ne vem zdaj točno kaj vse, ampak recimo, ko sem jaz študiral kulturologijo na FDV-ju, sem šel do profesora našega politologije, Lukšič je bil, ne. In sem mu rekel, da zakaj pa še zdaj ni recimo podarjeno na računalniku vsako gostilno, mislim pač kamor je volišče v vsaki vasi in v vsaki vasi obstajajo določeni modri ljudje in se pač tam da tematike, stvari, za katere se glasuje, ko pride vsak na računalniček doma nima, tam glasuje in se tako sprejema te referendume oziroma. In potem kmalu zatem je Dell'Accordo res naredil, torej to je demokracijo, pa je Lukšičatov minister, ne. Jaz vidim v tem neko recimo tako vmesno rešitev ali kaj znam. Na ministre kar pozabi. Ministri sploh niso pomembni. Ne, mislil sem reči na te računalnike recimo, na to. To je druga stvar. To pa ima lokalna skupnost, se mora z županom zmeniti, ker tam župan je boki batina v določenem kraju, ki se mu da oblast, lahko se ga pa seveda tudi odnese z referendumom, če niso ljudje zadovoljni, naredijo vprašanje, se zberejo ljudje in ga gladko, formalno, pravno, po vseh zakonih lahko odstavijo. Nič grobega, nič grdega, 2 traktorja, parkrat se gnoj tam usuje, pa se naredi referendum in se pove, mi smo nezadovoljni s tem, kar počneš in kako počneš. Potem se bojo pa drugi kraji, to se potem domino efekt. Tako je treba vse legalno početi. Če si oni privoščijo nezakonite stvari, si mi lahko zakonite privoščimo. Včasih se spomniš, Eden, smo iskali luknje v zakonu. Danes, po 4 letih, ne iščemo več lukenj v zakonu, danes iščemo pa zakon. Zato, ker država ne spoštuje ne ustave, ne lastnih zakonov, ne lastnih pravil. Povedal ti bom samo en primer. Naredili so v United Nations tiho politično deklaracijo, kjer so zavezali vse članice držav, da se morajo pozitivno izreči za pandemijo oziroma za Svetovno zdravstveno organizacijo in reči ja tej pogodbi o pandemiji. In zato so vsi tiho. Ker če ne bodo tako rekli, kakor jih ta deklaracija zavezuje, bodo dobili pa pač neke sankcije. Ampak to take sankcije, ki se potem celega naroda tičejo. Tako da tle so neki grdi prijemi, COVID prijemi, ko seveda lahko se svobodno odločaš za cepljenje, ampak potem ne boš mogel v službo, se ne boš mogel z avtobusom voziti, ne boš mogel nakupovati, ne boš mogel tega, lahko se pa svobodno odločiš in se ne cepiš. To je ta svinjarija, ne? Ja, pogojna svoboda, ki to sploh ne more biti, ker ne sme biti tega. In takih ljudi se moramo rešiti. Hvala, mislim, za tvoj prispevek, zelo dobro si to. Povem vam nekaj, ne. Ministri nimajo nobene funkcije v naši državi. Ministri so samo figure Svetovnega gospodarskega foruma, tam se nekaj menijo, vladi sprejemajo zakone, ki sploh nimajo družbenega konsenza, ker gre vse po hitrem postopku. Tako da neposlušnost, ki smo jo zadnjič imeli, še kako drži in to ni noben zakon, to so njihove kaprice, njihova plačana služba, ki dobijo denar, da morajo nekaj narediti, potem to pokažejo, da so nekaj naredili. Ljudje pa sploh ne vemo, kaj sprejemajo v ozadju, ker sploh ni javne razprave, mediji o tem ne razpravljajo. A mediji razpravljajo kaj o teh dogovorih v Svetovno zdravstveno organizacijo? Ne. A se o čemerkoli sploh razpravlja, razen o aferah, pa o sivem plašču, pa o golobovi ljubici. V slovenskem političnem in družbenem prostoru, pa o aferah in o kraji in o goljufijah in o nezakonitih nakupih poslovnih prostorov za državno upravo, od priporočila pa poglej, o čem je beseda, ne. In ljudje pa to gledajo, ne, in mislijo, ojoj, ne, za hrbtom jim pa občina pripravlja zapor, 15-minutno vas, 15-minutno mesto. In potem nekdo mi napiše, ja, kaj pa se vi greste, zakaj pa vi ne bi sprejeli te odločbe, ne? Ma kakšno odločbo? Sem jaz naročil, sem jo prosil. Odločbo mi pošle in pol pa mi še račun pošle, da naj plačujem. Pa ti ljudje niso prisebni. Ti ljudje niso prisebni, ne? Kaj si dovolijo? Ja.
Bom jaz nekaj povedala. Prosim. Ja, Helena, v glavnem takole, da je demokracija bila izmišljena beseda, to je ziher, to so globalisti. Jaz sem gledala en prispevek. V bistvu je bila ta beseda demokracija samo en tak pladen za ljudi na tem svetu, a ne? Kjer so si pač globalisti rekli, da pač bo to najboljša beseda in da pač bojo ljudje v to verjeli. Ampak demokracije v bistvu nikoli ni bilo v resnici. Kar se tiče, ne vem, to, kar si ti povedal o medijih, ja, kaj konkretnega itak mediji nič ne sporočajo, kaj se v resnici dogaja v Sloveniji, razen neke nebuloze, brezvezne stvari, tako kot ti rečeš, od Tini Gaber in kar neki brezvezno, ki v bistvu nima ne repa, ne glave in ljudje to berejo. In mislim, da ljudje imajo kar dosti oprane možgane. Jaz sicer ne vem zakaj. Jaz tebe, ko sem že vse spremljala to, pa že prej sem vedela, da se bo nekaj dogajalo. In ko sem začela malo tako te zakone, to ustavo študirati, sem videla v bistvu, da imaš ti popolnoma prav. In če sam nič ne narediš, niti ne odpreš interneta, če sam nič ne prebrskaš, kaj se dogaja okoli tebe? Ja, ne vem pojma. Mislim, jaz nimam pojma, kaj si potem ti ljudje predstavljajo, kako bo šlo to naprej. Ne vem. Ne vem, se mi zdi, da več kot polovica ljudi tukaj v Sloveniji ima oprano glavo, vsi so samo neki tiho, vsi se samo neki hihitajo, noben resno ne jemlje nobene stvari, vsakmu je vse neki brez veze, briga me. Ja, ne vem, mene pa pač briga, ne? Pač ker sem to jaz in pač imam starše doma in me pač briga, ne? Pa za moje res recimo prijatelje, bližnje, to so mogoče 3-4 od 20 prej, a ne? Ja, me briga in ne vem, in vsi tudi tebe poslušajo, pa raziskujejo, pa jaz linke pošiljam. Ja, tako da so kar v bistvu na tekočem in potem recimo, ko gremo na pijačo, izmenjujemo pač pogovore, se pogovarjamo o teh stvareh, ne pa o nekih pizdarijah, nekih brezveznih zadevah, ki mediji, ti plačanci, kar nekaj objavljajo, ne. To bi jaz imela za povedati. Zelo, zelo dobro, ne. Tukaj je treba se res izogibati medijskim spinom. Medijski spini so najhujša stvar. Rad bi povedal to, kar si ti tudi ugotovila, ne. Najprej je treba vedeti, da je približno nekaj manj kot 300,000 državnih uslužbencev v Republiki Sloveniji in za vsako vlado se ta zadeva širi. To je, glej, pri 2 milijonih je to toliko. Pol moraš vedeti, da je tle, mislim, 212 občin, ne vem koliko županov, še enkrat to, ko so župani, podžupani, samo mestna občina Ljubljana ima 5 podžupanov, ne. Da je treba vse to plačevati nekje. In potem imaš v bistvu pokojninske škarje, kjer je zdaj bistveno več starejših ljudi, ki so v pokoju, kakor delovne aktivne populacije, ki hodijo v službo. Potem je tu veliko bolezni zdaj v 4 letih, ker so ljudje nesposobni delati, hoditi v službo, potem so bolniške, razne druge stvari. In ko govorijo o nekem okrevanju, pa o nekih projektih za okrevanje in tako naprej, zdaj v tem smislu, a ne, ljudje takoj vzamejo in obrnejo to na zdravstveno varianto, v bistvu pa sploh ne gre za zdravstvo, gre za grajenje infrastrukture, gre za, ker ljudje sploh čisto nepomembni, prideš na sodišče, sploh ne prideš na vrsto, hočeš k zdravniku, sploh ne prideš na vrsto, ker je vrsta. Prideš na upravno enoto, protestirajo, demonstrirajo, imajo stavke in tako naprej, namesto da bi opravljali svoje delo. Vse to je narejeno z namenom. Novinarji sploh ne podajajo pravih informacij in dejansko je cela zmeda. In še tisti ljudje, ki samostojno imajo podjetja, je veliko podjetij propadlo, veliko lastnikov podjetij je moralo zapreti zaradi finančnih problemov in zaradi energetske krize, ki se pač dogaja zdaj, ne, ki pravijo, da je ta energija tako poceni, ta zelena energija je strašno poceni, ne.
pa te vetrnice, to je tako poceni, vse zastonj, še malo pa bo zastona, ne. Pa škodljivo, ne? Ja, a ne? Ja. No, hočem reči sledeče, da na koncu ostanejo potem samo še delovni ljudje, ki hodijo v službe. Pustimo zdaj državno upravo, ker ti ljudje so pač uradniki, ne. Ampak ljudje, ki hodijo na delovna mesta, direkt v službo, k zasebnikom ali pa v zasebna podjetja in se preživljajo, imajo toliko problemov s strani države in državnih uradnikov, ki te ljudi še bolj mešajo z raznimi globami, kaznimi, z občutkom krivde, z občutkom bolezni, z občutkom nesposobnosti, z občutkom, da nič ne vejo. In vlivajo v bistvu to klimo, tako kot si ti lepo rekla, ko pridejo v gostilno, se pogovarjajo vse drugo, samo ne o tem, o čemer se recimo vi pogovarjate, pa mi tukaj v društvu, ker skušamo prebiti ta led, ne, jaz temu rečem metuljev efekt. Morda se pa zgodi čudež, da bo poslušal kakšen odgovoren človek, ki je na poziciji in bo zagledal, da pa on tudi to počne, o čemer mi govorimo, ker je bil prepričan, da dobro dela, ker so mu tako rekli in tako verjame, ker je s tem rasel gor, ker je bil to upeljan in da je to vse dobro in da je treba ljudi pobiti, ker jih je preveč, da je treba hrano zastrupiti, da je treba injekcije, tudi če niso preverjene, da vse pač tako, kakor je, ne. Da se zbudi en tak človek in da začne znotraj malo narediti spremembe, ne. To se lahko zgodi, poleg tega, da nagovarjam ljudi, da naj bodo odgovorni pri lokalnih referendumih, naj naredijo ta vprašanja, da naj grejo na volitve in dajo svoj glas, naj ne bodo indiferentni. Skratka, veliko teh stvari, ki si jih ti povedala, zelo, zelo pomembnih, pa tudi eden. Kaj pa drugi menite, na to sliko, ki smo jo nocoj videli, kako pripravljajo v bistvu občine z nesposobnimi ljudmi? A veste, v tisti dvorani, ki ste film gledali, jaz ne bom nikogar žalil, ampak tam noter so bili ljudje, ki so rabili službe, a ne, in ta tip jih je nagovarjal, pridite, saj ne rabite, ne vem, biti srčni kirurgi, pa ne rabite nekih posebnih znanj, vi samo pridite, dajte svoj čas, svojo ljubezen, dajte, ne vem, tam bodite in mi vas bomo uporabili. In pol ti takega človeka postavijo pred Supernovo, pred Špar, ne vem kam, na en urad, človek nima blage veze, kaj je ustava, ker je še nikoli videl ni, kaj šele prebral, ne pozna zakona, dela tam po navodilih, prvič, drugič, tretjič, in če nekaj ni po tistem navodilu, on reče, se ne da narediti. Ne? Ja, ne? In ti moraš od vrat do vrat hoditi in te pošilja njihovo neznanje od vrat do vrat. Ja? In nam kradejo čas, energijo, živce, na koncu, ko greš prositi neko dovoljenje, ki ti ga sploh ni treba prositi, zaradi tega, ker ti ljudje nimajo pa res nobene oblasti nad tabo. Ampak to oblast jim dajete vi. To so največje izgube, kar so državni uslužbenci, oni so nam na uslugo. Oni morajo nam služiti, ne da bojo nam kot golobi srali po glavi, ne. Oprostite, jaz sem kar mal piker, zato da mogoče kdo kaj sliši. Ok, še kakšno mnenje? Ja, Pelis, dam ti prav, jaz se spet oglašam. Dam ti prav vse to, pač oni so zaradi nas tam, ne mi zaradi njih. In meni je prav žalostno, da vidim, ne vem, ali se delajo norce, da ne vejo, ali namerno to delajo, ko prideš, pa si ki moraš pač zrihtati dokumentacijo, karkoli, ni mi čist jasen, pa si mislim, a sem jaz nora, ali si ti, ne vem, parkuken tam za šalterom, ali pa res nimaš nobenega znanja. Ampak ti beli sniki povem, ko imaš znanje, si car. Kamorkoli prideš, ma ne morete doben zvekslati, ga ni. In si car, in nasprotnik te gleda kot tista mula, sploh ne ve, pa govoriš, no. Mislim, lahko ga v 2 stavkih čisto uničiš, no. Dobesedno znanje mu vržeš na pladenj, sploh če veš kakšne člene, pa to, mislim, se kar gleda, ne. Se pol vidi, ne, v bistvu, da si pravno podkovan in se je kar pomanjšan kot tista mravlja. Še slabš, kot tisti žohar. Res je, ne.
Ja se s tem absolutno strinjam. Hvala srčna hvala za tvoje mnenje. In ko bi bilo več ljudi, ki bi tako razmišljali in ne verjeli vsega, kar se reče, ampak preverite, ljudje, preverite stvari. Ne verjemite na prvo žogo, pa na prvi časopisni članek, pa na prvo novico. Vzemite to kot informacijo, hladno informacijo, ki jo boste preverili. Ne vzemite to kot novice, a ne? Ja? Ampak kot informacijo, ki se jo da preveriti. Vse se da danes marsikaj preveriti. Problem je, ker v šolah ni ustave, ker ni, jaz bom rekel, lokal patriotizma, a ne? Kaj pa, če bi se na vaseh organizirali tedni branja ustave? Veste, kaj vam povem? Sploh ni pomembno, da človek, ki to bere, razume najprej, ker je dejansko napisana v eni zgornji domeni, z izrazi, ki so tako široki, da potem so zajeti potem v zakonih in čisto natančno v uredbah razloženi naprej, a ne? Važno je, da se recimo bere in človek sliši prvič, sliši drugič, sliši tretjič, verjemite mi, da četrtič bo pa zadevo razumel. Ja? Da se bere ustava doma, kot Sveto pismo. Da se otrokom prebere, da je ozaveščen. Ne rabi drugega in potem, ko sliši zakon, bo takoj vedel, ne vem, če je to tako, kar ustava pravi pa tako, in se bo vprašal, kako pa zdaj to možno. Ne? Kako je možno, da mene lahko na cesti kar policaj ustavi? Ko me pa ne sme, razen če sem v kriminalnem dejanju ali pa če delam neko škodo, če razbijam. Ali ne vem, v nekih primerih, če je sodni nalog, da me lovijo zaradi nečesa, zaradi kakšnega kriminalnega dejanja. Drugače te pa še povohati ne sme. On ti mora čuvati, on lahko tebe vdaleč samo čuva, tebe, tvoje življenje in tvoje premoženje. Ko te ni doma, naj tam gleda tvojo hišo, da ti kdo not ne bo vlomal od teh, ki zdaj prihajajo iz tujih držav. To je njegova naloga. Ne pa, da sodeluje pri prekupčevanju ljudi, ne pa, da ga skrbi, kako bo zdaj skril te migrante, ki jih bo Golob tukaj zaposlil, ker se rabi delovna sila, in ti ljudje odmečejo dokumente, smo zadnjič videli, tudi Boris je zelo lepo povedal, naredili smo tisti video, smo pokazali, kaj počnejo. Ti tujci nimajo tle kaj početi, smo mi hodili v Afganistan, ko je bila tle vojna, smo hodili v druge države, ne vem. Razmislite, kaj se počne, tako da, recimo, branje ustave. Prosim, za kakšno mnenje še od vas, za debato? Dobro večer, spet Boruta, ne? Borut, ja. Glej, se je vsak torek spet Belis, pa kaj? Lej, Ja, a ne? jaz bom povedal svojo izkušnjo, ne? Jaz sem bil 11 let javni uslužbenc, ne? Na mestni občini Kranj. Bravo, no. To je totalna katastrofa, to golazen, te parazite gledati, kaj to vse počnejo. Efektivno, če delajo uro pa pol na dan, če delajo, ostalo so kavice, ostalo so prelaganje papirjev, neznanje, nič od nič, mešanje megle. Dobesedno, ko to doživljaš, ko to vidiš. Lej, jaz sem se pol po sodiščah jebal, dobesedno boril za svoje pravice, ko sem odkril koruptivna dejanja, me je župan Mohor Bogataj, pizdun, drugače mu ne znam reči, vrgel na cesto, mu sem službo zastalen. Sicer sem tožbene postopke vse dobil, a ne, so mi mogli 3 leta, 2 let pa pol, ko sem bil doma, so mi mogli vse plače z obrestmi dati in tako naprej in tako naprej. Mislim, ta golazen parazitska, kva mi plačujemo? Mislim, to ne moreš verjeti. Lej, to moraš doživeti. Vsak let sem bil ocenjen z odliko od vodje, presega normative, presega še dosti, hranim papirje, pa te dokumente, jih lahko javno pokažem in samo čakam ta trenutek, da bom javno pokazal, kakšen gnus mi plačujemo in sama korupcija je to, nič drugega ni na občinah. Govorim zdajle striktno za mestno, poudarjam, ne narod sliši, mestna občina Kranj.
take korupcije noter. Kaj so dela, ki so bila delana, sploh niso bila izvedena. In mene je direktor podpiši, da je bilo narejen. Ne bom, ne boš, ne bom, sem rekel. Pa smo pa drugače pogovarjali, sem po misu daril, fuknil papirje, sem rekel, vse pa bomo. Drug dan so mi vročali preko detektiva v zvonu odpoved delovnega razmerja, kao, da zapirajo delovno mesto, da delavca ne rabijo več. Z 284 naduram in tako naprej in tako. Jaz imam še danes hranim te papirje, pa na več lokacijah, ki so jih že hoteli zaseči, pa jim ni ratalo. Ker se bojijo. Ko jaz stopam na občino, varnostnik, tuf, kam? Vse je zaprt. Na mestni občini Kranj nobenega uradnika ne moreš več, če se prej ne najaviš, vse je zaprt, vse imajo s karticami, ker se bojijo svoje lastne sence. In ko sem prišel neki zadnjič rihtati za prostorske načrte pa to, sem prišel do delavke, to so kofetkali noter. O, Borut, ta spržu. Ja, tole ureja čist tujc. Ne moraš verjeti, kam to pele, kva mi plačujemo. In to je samo na mestni občini Kranj, ne vem, 250 zaposlenih, kje je še toliko občin, toliko teh in mesten svet, in to, in mislim, kad to začneš enkrat, to te glave boli, kva mi vse plačujemo. In narod kar, ja se meni nič hudega, sej vse v redu, sej vse fino, ampak čist počaste, tako kot si rekel, kašana Ljubljana pa protesti tam, gnoj pred občino, par tavžent ljudi, dokler se tega hudiča ne losamo, ne gremo nikamor. Občin, ti si v občini, pusti državo, tako kot si rekel. In narod tle zelo meša stvari. Na bazi občine moraš ti, ker se ne razvija v plus, ne razvija se tako, kot si prej rekel, ustava, ki je ta člen, da ga nimam, se ga ne spomnim, da bi mogli mi. 44, ja. Počevalski denar je to. Naš denar je to. In ta kurčeva politika nam kruh reže. In ker bi mogli biti pa lih obraten. Oni so zaradi nas, tam ne mi zaradi njih. Mi njih ne rabimo. Jaz tam enega uradnika ne rabim, pa mi vse laufa. Sam davke, pa sam to plačujemo, pa sam to pobirajo, pa sam vse obvezno spreminjajo, pa tako, kot si ti rekel, mislim, kad to doživiš, kad to vidiš v tej gnusni občini, kva se to v stavbi dogaja, to ti gre dobesedno nabruhane. Dobesedno nabruhane. Da ne govorim, koliko se alkohola not prepije, koliko, mislim, bolj da če kaj več nagovorim, ker ti gre res dobesedno nabruhane, ne. Dobesedno stagniraš, inovacije delaš, nič niso reden, nič, ne spoštujejo nobenega, si nekaj razvil, si nekaj naredil, te samo odrežejo. Tako, kot si rekel, rabijo poslušne, rabijo ovce, da jih pilotirajo in fleten, to se dar meče za brez veze stran. Če pa Borut v filmu je človek jasno povedal, da ne rabiš... To je tema, to je bolanta, mislim, to je hujka psihiatrija, res. Take ljudi rabijo, izbirajo okrog, ja. Klopi, dobesedni klopi, da samo zažirajo. Mi pa to prenašamo, pa gledamo, ne. Ja. To je to, no, iz moje strani je to. Srčna hvala. Glej, to je referenca na vse to, ker jaz moram reči, da nikoli nisem bil na občini zaposlen. Bil sem v verski ustanovi tlele, a ne, na Tromostovju, ampak se čistič ne razlikuje od občine. To se tudi kofetka, pa se tista maša naredi, a ne, sveta maša, a ne, mal se pomol, kakšna mamca mal denarja prinese tamle, a ne, pa reče, o, gospod, koliko fajn, ne, lepo se imejte, a ne, pa mal še zmolite kaj zame, zadeva zaključena, a ne, to, a veš, ja, hudo. Nekaj bi vam rad povedal, dragi moji prijatelji, znanci, vsi, ki spremljate zdajle tale naš torkov večer, ta Zoom ali pa tudi v živo preko Odyssey, kjer pač imamo tudi ta portal v živo nocoj narejen, ker druge nam ne dovolijo, a ne. Glejte, a se vi spomnite, ko je Evropska unija hotela sprejeti Evropsko ustavo? Ne? Evropsko ustavo,
Zdaj Evropa nima ustave, ker sta takrat Nizozemska pa Francija, mislim, da so bile absolutno proti, zaradi tega, ker niso hoteli svoje suverenosti dati vse v Evropsko unijo, da bi bila ena ustava za vse narode, ker to bi bil velik problem glede na pestrost in raznolikost držav. Ker pač Evropa ni Amerika, že po svoji tradiciji in življenju. In kaj se je zgodilo? Ljudje imajo v glavi, ja, Evropska ustava, saj ni res, ustave sploh ni, ampak so samo pogodbe. Kaj pa zdaj to pomeni? To pa pomeni, da če pa je ustava najvišji zakon, če pa je ustava najvišji akt, ja, zdaj sem vam nekaj povedal, je pa ustava seveda naša nacionalna nad Evropsko unijo, nad pogodbami. Zato, ker te pogodbe so vključene sicer v ustavo, ja, so vključene, pa še vendar noter so členi, ki jih ustava postavi nad te pogodbe. Tako da hvala Bogu, da Evropa nima svoje ustave, ker sicer bi bilo res čist konec z našo suverenostjo. Tako pa kar se tiče naših občin v ustavi, imamo, kljub temu, da so spreminjali že od, ne vem, že 20 let spreminjajo ustavo ravno na tem lokalnem, regionalnem področju. Mislim, mi sploh nimamo državno-pravne ureditve, zaradi tega, ker regije, ki bi moglo biti naša država kao po regijah urejena, ker so to ustavo spremenili in so postavili regije noter, še danes regije niso sprejete. Zakaj? Zato, ker je noter stavek, kjer piše, da se regije lahko ustvarijo samo z dogovorom z župani. In ker država hoče vse in župani ne dajo, se nikakor ne morejo zmeniti. In naša država funkcionira s tem, ko rečejo regionalni razvoj, sploh ni regionalnega razvoja, ker ga ne more biti, ker regij sploh ni, ker so občine. Trenutno so v Sloveniji še občine. Regije sicer v ustavi piše, da morajo biti, pa jih ni, niso sprejete, zakonito sploh ni. In mi imamo velik problem, ker je že državna ureditev neustavna. Čist neustavno. In jaz verjamem, da se bodo uradniki požrli. In ko si s celo kompozicijo, z celo državo enkrat v tunelu, pa z vsemi vagoni, so kompoziti, ne moreš več obrniti tega vlaka. Ne gre. Edino, kar še lahko naredimo, smo državljani na lokalnem nivoju, posameznih občinah, kjer si lahko z referendumom, ker občine so zakonite, to naredimo. Glejte, hoteli so leta 2004, seveda so si prizadevali za formalno opredelitev delovanja EU, da bi totalno centralizirali Evropo, ampak to se ni zgodilo. Nizozemska, Francija so to zavrnile in pogodbe seveda se pa lahko spreminjajo, lahko so širše, lahko so za vsako državo različne, kakor se pač določena, bom rekel, država izpogaja. Je seveda tudi tukaj tu manjša politična volja, doseči soglasje z pogodbo, kakor z ustavo, pa vendar. Uporaba pogodb namesto ustave ima nekaj prednosti, pa ima tudi veliko slabosti. Zdaj, če govorimo o tej Evropski uniji, evropskih sredstvih, občinah, državi, je fajn to strukturo malo poznati. In kaj so prednosti? Prednosti pogodb pred ustavo, se pravi večja fleksibilnost, ker se pogodba lahko lažje prekliče, lažje podpiše, kot pa da se naredi in sprejme ustava ali pa se spremeni ustava. Pol, recimo, da je večja demokratičnost, ker se da hitro spremeniti, pa delno tudi dogovor, ki ga imaš, je legitimen, ker je tudi v ustavi piše, da se neposredno pogodbe mednarodne uresničujejo, dokler je, če se pa pogodba prekliče, se pa pač prekliče. Je pa res, morate pa vedeti, da ima pa pogodba manjšo formalno moč. In jo je tudi lažje spremeniti. Tako da formalno moč ima pa ustava in zato nočejo o ustavi slišati. In tudi naše uslužbence, Bog ne daj, da bi poznal kdo ustavo, tako kot je Borut krasno povedal. To so ene stvari in pravne posledice so pa takšne, da ima Evropska unija zato manjšo moč, ima manjšo formalno moč.
Glejte, in iz tega vidika imamo še vedno več suverenosti. Kar se tiče suverenost držav članic pogodb mednarodnega prava, bi lahko pomenila ustava prenos suverenosti na EU in hvala Bogu, da do tega ni prišlo. Tukaj imamo še prednost in zato pa zdaj nam hočejo subverzivno na lokalnih nivojih, ker to ni šlo skozi ta Evropska ustava, nam zdaj hočejo ljudi izšolati te župane, ki so podžupane, vplivne politike na državnem nivoju, skozi ekonomski, gospodarski forum, to imajo nenehne seminarje, šolanja in tako naprej in ti ljudje mislijo, kako dobro delajo, ker rastejo s tem, to so ti mladi vodje in nam ubijajo in uničujejo skozi občine cel slovenski narod. Tako da je nujno treba vedeti, kaj so referendumi. Jaz bi mogoče zdaj samo še toliko povedal, da je EU navadno društvo, ker nima predsednika, ima pač predsednico komisije in se šteje zgolj za društvo. Tako da je večji poudarek na medvladnem delovanju, kakor sploh na delovanju neke države. In če bi razširil, bi lahko rekel tako, če je predsednica Ursula, potem so predsedniki držav v nekem smislu župani. Če preslikamo recimo, da je Golob predsednik vlade kot Ursula tam in so potem tukaj župani, a ne predsedniki svojih občin. Samo preslikate na večjo sliko in boste dobili stopničke dol. Zdaj, če hočejo spremeniti, pa nas pokoriti, morajo pa na vsako občino zminirati. Problem Slovenije je, ker je toliko občin, ne. To ni ena občina z, ne vem, 8 milijoni ljudi kot, ali 20 milijoni ljudi kot New York ali pa Zagreb, 2 milijona ljudi, ki je samo ena občina kot cela Slovenija, ampak to je tako razdrobljen in to je, veste, v drobižu je ogromna moč, ker je toliko raznih ljudi, ki so v to prepričani. In je toliko občin in toliko ljudi je odvisnih od tega denarja, od evropskih sredstev. Jaz ne vem, kako bomo v Sloveniji, ker tle karkoli rečeš, ne, vsi so tiho, vsi se poskrijejo v svoje krtove luknje. Ok, Iviljana, dober večer, oprosti, da si te pustil čakati. Pridi malo bližje k meni. Ne, nič si pustil čakati. Kola, ja. Evo, boš kaj lepega povedala, pridruži se nam pogovoru. Ja. Župan je v bistvu oče ene lokalne skupnosti. In vsak dober oče mora dobro skrbeti za svoje prebivalce. In njegova edina skrb je ne davki, ne pobiranje kazni in kaznovanje v narekovaju ljudi, ki ne delajo po njegovih predpisih, ampak zdravje prebivalcev določenega okraja oziroma občine, njihovo izobraževanje, njihova kultura, njihovo dobro počutje, zdrava voda, čisti zrak, zdrave zelenice, športni objekti, vse, kar podpira življenje. To je skrb župana, nič drugega. In ko bojo župani tako visoko ozaveščeni, da morajo biti kot očetje državljanom, potem se bo hitro vse uredilo, kar pomeni, da mora biti župan najprej človek z veliko integriteto, z veliko stopnjo odgovornosti in sočutja do ljudi, potem šele ekonomski gospodar. Ne more biti denar na prvem mestu, ampak mora biti na prvem mestu skrb za ljudi. To je moj prispevek danes. In če bomo volili naslednji župana, ki bo imel srčno kulturo in visoko stopnjo sočutja in skrbnosti za ljudi in da bo za ljudi urejal okolje. Ne, da bo se mogli ljudje okolju prilagajati, ampak da bojo ljudje imeli resnično skozi župana občutek, da on skrbi za čisto vodo, ne pa da moramo kupovati drage filtre, da moramo vse tisto mi urejati in imeti razne zaščite za dober zrak in hoditi po ulicah z raznimi ionizatorji, da ne živimo v onesnaženem okolju in zraven moramo še vodo čistiti, kupovati čisto vodo in ne vem kaj še se početi, pa še davke plačevati za to, da se strupi kupujejo za vodo in za zrak. Jaz mislim, da se mora vse to obrniti v drugo smer, da bo skrb župana za zdravje, zadovoljstvo in ljubezen za ljudi. Nekako tako bi se mogel obnašati kot mi dva tudi izkušava skozi društvo za srečno življenje Belis, na en način
te napake v družbi jih nekako zmanjševati, na njih opozarjati. In če bi bilo tako, kot treba, to društvo za srečno življenje Delis ne bi bilo treba, ker bi bila občina naše Seveda. društvo za srečno življenje. Seveda, in to je, naredimo občino kot društvo za srečno življenje. Ja, super ideja, vsaka občina, ne? To bi, Ja. sam To je naloga, to je tudi v statutu napisano, to so tudi naloge občine. Ja, sej, poglejte so si, naloge. ja, To poglejte je si, statut res. tudi A veste, da je župana. občina je društvo, no? Ja, Imate statut občine, preglejte si. in oni morajo to delati. Ja, greste tja in zaropotate. In če ne delajo, kršijo tiste naloge, ki jih morajo, ne pa da oni nas kaznujejo, če za 5 minut nekdo parkira in odloži kakšno stvar v prostor, v katerem se karkoli dogaja in se potem iz tega naredi cela vojna. Sočutje, ljubezen, potem bo pa zadovoljstvo veliko večje in vsega bo več kot dovolj. To je z moje strani danes. Super, še kdo? Hvala, res hvala za tvojo besedo, ampak tole, ne, da je župan res kot oče, a ne, in da smo mi v bistvu njegova razširjena družina. A veste, občina je društvo, ki izvoli svojega predsednika, ki se mu pač reče župan, a ne, ampak Njegova edina funkcija je, da ustrečuje državljane, nič drugega. ljudje pa izmed sebe predsednika celotne države izvolijo, da jih zastopa pred drugimi narodi. Točno tako. Ne pa, da se vtika v lokalna skupnost, ki v bistvu je stvar župana in pa lokalne skupnosti dogovora, statuta, tako kot si ti lepo rekla, skrbi za zdravo življenje, kar je tudi v ustavi 72. člen. Ja, v bistvu mora naš predsednik kontrolirati župane, če delajo za državljane na pravi način, ker on mora tudi skrbeti kot natoče, da očetje dobro delajo za svoje državljane. In to bi bilo potem idealna Slovenija. Jaz sem včeraj rekla, da bi bila Slovenija resnično idealna dežela, če bi vsak državljan Slovenije, predvsem seveda župani in vsi, ki delajo v javnih službah, seveda tudi naša vlada in predsedniki in vsi ministri, če bi dali na prvo mesto ljubezen do sočloveka, potem sploh ne bi bilo problema več v Sloveniji. To bi bilo res, ptičke bi veselo pripevali, ker bi bili vsi ljudje veseli. To bi bilo idealno. Ampak to se lahko zgodi, če bomo to želeli, če bomo to volili in če se bomo za to vsi skupaj prizadevali in če bomo dober zgled, ker zgledi pa vlečejo. In da govorimo resnico in da tiste ljudi, ki delajo proti življenju, proti ustavi, proti matematični logiki, proti naravnim zakonom, da jim pač na lep način povemo, da kršijo in da take ljudje pač ne morejo voditi. Ne more šofer, ki je pijan, voziti avtobusa. Ne more šofer, ki je bolan, voziti avtobusa, ker bo vse ljudi popeljal v jarek. Tako tudi župan, ki nima srčne kulture, ki ni sočuten, ki nima ljubezni do življenja, ne more zadovoljevati interese državljanov. Lahko zadovoljuje interese tujcev in jim omogoča vse živo. Ampak dokler ne bojo domači zadovoljni, dokler ne bojo državljani srečni in zadovoljni, potem je vse zaman. To je moje mišljenje. Ja, glej, lokalne storitve za vse nas, a ne, občine imajo v Sloveniji res pomembno vlogo, zelo pomembno vlogo, kot so na primer, gledajte, izobraževanje, socialno varstvo, lokalni, karkoli vzamete. Zdravstvo. Ja. Zdaj seveda neke stvari so pri županih omejene z določbami zakonodaje, ker se je ustava spreminjala, ker so jo pač popačili skozi 30 let samostojnosti, a ne. In pa v bistvu imajo tudi neko določeno vlogo tukaj, ne tako pomembne kot župani, pač neki funkcionarji, ministri, predsedniki v določenih zadevah, vendar pa je moč vseh teh funkcionarjev na višjih nivojih veliko bolj omejena na naše življenje, vsakdanje življenje na lokalni skupnosti, veliko bolj omejena kot moč županov in se pravi vseh teh direktnih funkcij, ki jih upravljamo. Ne? Jaz bi mogoče predlagala tebi, Mihael, ki si na tem področju res strokovnjak, da nam pripraviš eno predavanje o statutu županov, o določbah in kaj morajo župani delati. Se to obstaja zakon o lokalnih skupnostih, kako se občina ustanovi. In da to predelamo,
v zvezi skrbijo za državljane, ne kaj ostale infrastrukture, gospodarstvo, to je druga politika, ampak v zvezi z nami, s državljani, da se bomo mi dobro počutili, da to pripravimo in da jim to pošljemo, da mi kot državljani občine Ljubljana, recimo potem lahko občine Domžale, občine, ne vem, Maribor, vse smo člani društva iz vseh občin po Sloveniji, da vsak najde pač tisti pogum, da bo to tudi poslal. Dovoli mi, ker je nujna stvar, da povem. Glejte, Ja. če je Slovenija članica Evropske unije, kot samostojen subjekt Republika Slovenija, pustimo vse te pravne variante. Ampak recimo, da ste vi ime in priimek in se včlanite v ping-pong društvo. Kaj je več? Da ste član ping-pong društva ali da ste član družine? Kje so močnejša pravila, v klubu ali doma? Kje je več ljubezni? Kje se rabi več življenja? V klubu ali doma? To se pravi, če smo mi člani, gledajte, je državljanstvo naša prva naloga ustvariti dom od tukaj, ne pa navodila nekih umetnih članic, ki nam tu pošiljajo celo sredstva, pa neki dajajo, zato da bo njihova volja. Ne, če smo mi člani, je članstvo bistveno manj kot naše realno življenje tukaj na tej zemlji, tej lokaciji, ob tej vodi, s tem drevesom, s to ženo, z mojim otrokom, kot tole članstvo v Evropski uniji. Tako da je treba tukaj si narediti prioritete. Vsi pa nam dajajo informacije, evropska sredstva, moramo delati kot, ja, iz Evrope je prišla direktiva, so what? Mi smo člani, mi nismo državljani. Ker oni se imajo tam društvo, oni so se tam nekaj zmenili in zdaj bo pa to name vplivalo na lokalne skupnosti. Ne more, ker mora stvari od spodaj gorjeti, ne od zgoraj, do gor ne ve nič, tako kot je Borut lepo povedal, kavo pijejo, se imajo fajn, ne naredijo nič, pojma nimajo, kaj se dogaja in on bo odločal v mojem življenju. Kdaj bom šel domov, kako bom šel v službo, ali se bom peljal za €20 z avtobusom za ston, ali ga bom mogel plačati, ali me bo inšpektor obiskal in potem župan še. Odvetnike, pravnike, policijo, redarje, meni bo določal delovni red. Majok, malo morgen, ne? Ok, to je moje mnenje zdaj. Ja. Ne, tako je. Jaz razumem, da mora biti red. V statutu je dobro napisano, samo treba ga izpolnjevati in živeti v praksi. In to je treba opozarjati, da imajo statut, ki ga morajo spoštovati tudi župani. In to vsako točko, predvsem v odnosu do državljanov in so stanovalcev in so tistih, ki bivajo in morajo biti na prvem mestu. Tako, jaz to mislim, da je treba to jih upozoriti in se bojo stvari hitro spremenile, če bomo mi nekaj zahtevali oziroma če bomo jih upozorili, kaj so naše pravice in kaj so njihove odgovornosti in dolžnosti. Glejte, zakon o lokalni samoupravi, zakon o referendumu in ljudski iniciativi, mislim, da se imenuje zakon kako ZRLI, nekaj takšnega. Tam noter se pripravljajo vprašanja za referendum, za določene občine, določene kraje, ki še niso toliko razbiti in toliko pokregani med sabo zaradi teh evropskih sredstev in teh razlik in državnih uslužbencev in zasebnikov in zaposlenih, ker tukaj imate en kup, na eni strani otroke, na drugi strani bolnike, pol zdravnike, bolnice, šolnike in to se nič ne znajo več med sabo zmeniti. Ker ima vsak svoj interes, pa vsak ima svoja navodila, kaj mora v službi delati. In dosegali so zelo veliko s tem, ko so nas tako razdelili. Priprava vprašanja, recimo za referendum, je treba zelo veliko zakonov kar vedeti in se na to pripraviti. Jaz vse to imam, če bi kdo želel, lahko po mailu pošljem. Jaz sem pripravil danes za celo strukturo še za 2 uri, ampak to je preveč. Mislim, da smo kar dorekli, da smo začutili, zaslutili, kje so stvari. Na lokalni ravni je treba pred občino jeti, tle državni zbor, pa to policijo, pustite to držati. Tukaj je vse narobe, kar so bili. Jaz sem govoril vam, da ti protesti tu brez veze. Če bi ljudje v vsaki občini šli pred občino in županu pokazali, kaj delaš, verjemite mi, da bi se v trenutku vsa Slovenija spremenila. Vse bi bilo naenkrat v redu, bolnice bi bile v redu v vsakem kraju, v vsaki občini, tako je pa vse narobe. Policija bi se drugače obnašala. Zakaj? Zato, ker ko pridete v Ljubljano na protestih, je lažje 7 tisoč zbrati samo v Ljubljano,
kolikor 7 tisoč po vsej Sloveniji, ker nimajo moči. Ko jih vi razdelite s protesti, na ta dan v vsaki občini protest, kaj bo tam en policaj naredil v tisti občini? Če je občin 112 občin in če so protesti v vsaki občini, pa razdelite te policiste, bogi reveži, ma se jih sploh ni. Je konc. Ne? Jih je treba razpršiti, raztegniti je treba to državo. Naj da enkrat noge narazen, pa naj se izjasni, kaj je moški ali je ženska. Mislim, ne. Jaz mislim, da je Slovenija trenutno na pragu prebojenja na vseh področjih in ko bomo državljani zahtevali od županov, da delajo za nas, za naše zdravje, za naše izobraževanje, za naše dobro počutje, ta zahteva bo njihova ravnanja spremenila. Protesti v bistvu za mene kot protest ne prebuja akcije, prebuja upor. In zato moramo zahtevati, to pa to rabimo, to pa to želimo, to pa to je v statutu za občino, vi kot župan morate to pa to poskrbeti. Tudi mami odvzamejo skrbništvo za otroka, če ne skrbi dobro za otroka. Tak župan, ki nima znanja, ki nima moči, ki nima dovolj velike ljubezni in sočutja do ljudi, ne more pač župan biti. Lahko je gospodarstvenik, ne more biti pa župan. In tak župan pač ne odstopi, če ne zmore ljubezni, sočutja. To, kar so naredili v društvu Belis, oni bi si mogli tukaj priti upravičati s fanfarami, z odškodnino, z ljubeznijo, s ponižnostjo in reči, oprostite, vi ste čudoviti, vi delate dobre stvari, oprostite nam, izvajati je ušlo. Ne more je, to je mafija. Ne, župan mora biti župan, ni važno, kakšen je on kot osebnost, on kot župan ima to funkcijo, da dela sprave, da dela za mir, da popravlja to, kar njegovi uslužbenci nehote zagrešijo. Če je zagrešil, uslužbenec ga mora odstaviti, on pa se mora v imenu občine upravičiti in dati odškodnino. Pika. Vsak se mora zavedati svojih odgovornosti in svojih pomanjkljivosti. Če jaz kaj narobe naredim, jaz to popravim. Se upravičam, če pa župan nekaj narobe naredi, je pa njegova človeška dolžnost, da to popravi. In do društva za srečno življenje Belis ima veliko odgovornost, lahko pride, ve, kje smo, lahko se upraviči, lahko nas pohvali, lahko nas povabi, nam da kakšno medaljo, lahko nam tudi reče, fino ste delali 4 leta, hvala, ker ste meni pomagali. En del prihodkov, ki jih naša občina dobi, bomo dali za društvo Belis, saj smo jim veliko škode naredili. To bi bil župan. To bi bil pravi župan. On pa nas pretepa, vzame računalnike, onemogoča povsod. Skratka, lejte, jaz sem za... Vse se bo spremenil, ker bomo mi to pričakovali in tudi zahtevali. Za ta referendume, ki danes govorimo, kaj je tema, se lahko spremeni. Jaz bi vam samo ene par številk povedal, da boste dobili sliko, s kakšno lahkoto se da Slovenijo spremeniti. Dovolj je ena občina, da sprejme, a veste, in se jim vse v državi sesuje. Primer, mestna občina Ljubljana ima od lanskega leta 284 tisoč prebivalcev, 15%, za referendum je 42 tisoč. To je veliko. Ampak, ko že gremo v drugo največje mesto, Maribor, veste, ima v zadnjih 20 letih vsako leto 1000 prebivalcev manj. To se pravi, da je leta 2004 imelo 20 tisoč prebivalcev več kot zdaj, ki jih ima 111 tisoč. Ampak v Mariboru je že 16 tisoč glasov dovolj, da se naredi referendum. Potem recimo Celje, samo 7 tisoč prebivalcev spremeni celo celjsko občino. 7500 recimo glasov je potrebnih za referendum. Občini Celje. Občina Kranj, ki ima približno 40 tisoč prebivalcev, je dovolj 5600, 5700 glasov, to je cirka 15%. 5600 ljudi skrb spraviti, pa mislim, da bi se zelo hitro dal glede na stanje, kakršno je. Če je občina tako koruptivna, polih imajo ljudje res dovolj, se da hitro te ljudi dobiti in zamenjati, marsikaj postoriti. Recimo Koper ima cirka 25500 prebivalcev, je dovolj 3800 glasov. Gorica dovolj 4700, recimo Novo mesto 3500 ljudi se spravi skupaj. Velenje je dovolj 5000 ljudi, ker je 33 000 pa še nekaj ljudi. In tako naprej, poglejte, mestna občina Krško,
ima 25.200 cirka ljudi, dovolj 3.700 ljudi, da gre na referendum in spremeni kompletno stanje v občini. Ja? To je za zaključek neki številk, da boste imeli sliko, kako hitro se da če eno občino v Sloveniji spremenimo vso Slovenijo, ker se bodo vse občine naenkrat ozrle tja. Ja. Z moje strani sem zaključil. Hvala lepa. Več ne bom govoril, ker sem že preveč. Če imaš ti za povedati, oziroma če ima kdo kaj, pa prosim. Ja, jaz mislim, da prihajamo v obdobje, ko se bo resnično spremenilo v dobro vseh nas. Vem, da se bo. Vem, da se bo. Tako kot je zdaj pomlad prišla in vse cveti, preteklost ne moremo spremeniti. Sedajnost je pač taka, kot smo danes nekako jo živimo, vendar na prihodnost pa res lahko vplivamo, s tem, da se ozavestimo, s tem, da preberemo, kakšne so naloge, vloge, obveznosti, odgovornosti županov in to od njih pričakujemo, pismeno zahtevamo in jih preverjamo, če to delajo. Če ne delajo, potem jih je treba opozoriti na lep način, opozoriti, da so v službi državljanov Slovenije. In ko se bo to začelo izvajati, se bojo spremembe delale ne samo v okviru občin, ampak v okviru pokrajin in celotne države Slovenije. In jaz verjamem, da smo se toliko prebudili, da smo se toliko zavestili po 4 letih tega trpljenja, ki smo ga dobro prestali, smo močnejši in imamo svoj glas in uporabimo ga za naše dobro prihodnost, za naše otroke, vnuke, pravnuke in za vse nas. Hvala lepa za vašo pozornost danes in tebi, Mihael. Hvala za to temo. Ja, jaz bi zdaj še predsednika nadzornega sveta prosil za zaključno besedo. Vidim, da veliko razmišlja, da ima kakšno besedo, ker vem, da ima izkušnje. Pa evo, prosim, Boris, še ti kakšno misel lahko poveš okoli tega, kako se ti je zdelo, če je v redu, če bi še kaj drugega, oziroma pač čisto to, kar misliš, no. Svetno. To je bilo pol rebra. Jaz sem bil prišel pred 3 leti se učiti. Celih zadev, ki mi manjkajo. Zakoni, ustava, kako to uporabljati in gor in dol, da sem preživel ta obdobje zdaj. Čisto zaradi karakterja, kakršnega imam, ne vem, če bi ne vem, kako bi bilo, no. Tako da, ja, drugače pa ne vem, kaj je. Midva so se enkrat že pogovarjala, ne. Ja, jaz se spominjam tvoje hvaležnosti, Boris, ko si me poklical iz meje in si rekel, ja, Mihael, hvala, zato ker s tvojimi dokumenti lahko grem kupiti, lahko grem v trgovino, tam pokažem in nimajo besed na meji in je zadeva urejena in ne vem, kako bi, če ne bi vsega tega bilo, če se ne bi tega naučil, če ne bi vseh teh stvari ni povedal, kako se s tem ravna. In veš, kaj je bilo, mislim, zanimivo, to je čist interna stvar, moja interna stvar še kot študenta teologije. Sem si rekel, bom se odločil za duhovnika v svojem življenju in če bom eno dušo odrešil ali ene duši pomagal, je moje poslanstvo narejeno, ne. V tisti mogoče malo celo narejeni skromnosti sem si pa želel, da bi pa veliko ljudem lahko pomagal, ne. Ampak začneš vedno pri številki 1. Pri ničelnem pacientu, pri ničelnem virusu, pri enem, ki ti reče hvala in si rečeš, wow, hvala. In ti si bil človek, ki si me poklical in si rekel, Mihael, hvala, ne. In v meni, razumeš, se je zgodilo nekaj in sem rekel, to je to. Tako da ti hvala, srčna hvala, ne, za tiste klice in vse to. Ljudje so me tudi drugi zelo veliko poklicali, so povedali informacije, vse živo. Ampak ti si bil eden prvih, a ne. Pa ne samo to, veliko ljudi, ki pa so uporabljali, pa ne znajo reči niti hvala, niti kako so uporabljali, ali pa če so narobe uporabljali, da bi vprašali, kako se zadevam streže in tako naprej. Kakšni ljudje mislimo, da vse vemo, pa pol vidiš, da ne veš vsega, ne. Se pa učimo skozi in važno je, da se tudi na napakah da kaj naučimo. Mihael, tebe je srce vodilo in kadar srce človeka vodi, vse prav.
vse si prav naredil, dal si nam veliko podporo, Ja, društvo, saj to smo dal se si skupaj odločali. srce društvu, Ja. dal si pogum ljudem, dal si orodja, s katerimi smo lahko hodili in nismo bili zaprti in z maskami. Dal si nam tisto svobodo, ki jo vsak človek rabi in si jo tudi ponujal ljudem. Ogromno je bilo članov. Zdaj ti člani, ki je relativen mir, so zadovoljni, so sicer še vedno člani društva Belis, in mi smo veseli, da so še vedno člani, niso se izpisali, a ne, mogoče kakšna izjema zaradi kakšnih pritiskov ali kakršnih koli napačnih informacij, ki so jih dobili, vendar smo naredili velik preboj v Sloveniji v tistem obdobju, ko je bilo to najbolj nujno. In hvala tebi, Mihael, za ta preboj. Jaz sem občutila to obdobje tako, kot da ga ne bi bilo, zato ker sem bila ob tebi. In s tvojim pogumom in z mojo naivno v narekovaju vernostjo, ker sem videla, da nam Bog stoji ob strani in smo šli skozi viharje in smo še vedno tukaj in bomo tukaj in se ne bomo premaknili ne levo, ne desno, bomo stali trdno in bomo še naprej delali za to, da bo tudi vlada in tudi naši župani bojo delali za ljudi in za dobro počutje, za srečo ljudi. To je najin cilj, cilj društva in želim, da bili vsi srečni, zadovoljni in upam, da ste imeli lepe praznike, da ste imeli v sebi radost, mir, da ste šli na kakšen lep sprehod in da ste v svoji družini dali veliko topline in svojim prijateljem. In to je bistvo. To je bistvo. Hvala lepa. Hvala tebi, hvala vsem vam. Ima kdo še, prosim? Hvala za Ja. izčrpno informacijo in za voščilnico, ki je bila iz, kako bi rekla, nekaj najvišjega hvaležnost in dobrobit vseh nas. Hvala, Rozalija, srčna hvala. Hvala lepa. Obema, no. Hvala, res hvala. Dobro. Luči se ne da ugasniti, to je dobra novica. Če jo sami seveda ne ugasnemo. Meni je zmeraj lepo, kadar smo skupaj tako v družbi, če glih bi rajši, da bi bilo to fizično, da bi se lahko kje zbrali, ne. Pa vendar, okej, pustimo, tako se tudi da. Vsi, ki ste nocoj z nami in ki poslušate izven, se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Upam, da bo kakšna beseda padla na plodna tla, plodno srce in da bo šlo to kaj v akcijo, ker marsikdo teh informacij nima in se tudi ne zaveda, da je vse to možno in da je ključna sprememba pač na lokalnih spremembah, vse to tako narejen sistem, vendar nismo o tem poučeni. Ker smo se pustili zmeri voditi in vse je bilo lepo in prav, ampak v resnici se v ozadju stvari skrito dogajajo zelo velike, niti se ne zavedamo, skušajmo to ozavest malo pokukati na občinske spletne strani, pogledati, kakšen je statut, kaj se počne, jedke. Kakšne odgovornosti imajo. Magar se napovedate, da pride civilna inšpekcija. Ne? Ja, čakajte malo, seveda, se to je vaša ustavna pravica preveriti, ne. In tako moramo se zavzeti za svoje življenje, ker drugače nas bodo izigrali tako, kot nas izigravajo že 30 let. Hvala lepa, čez 5 minut bom pa, kdor ima voljo in željo, zavrtel pač programiranje nacije, film, ki govori o sublimalnih sporočilih. Zelo zanimiv, tako da boste marsikaj tudi prepoznali, kdor pa ne, pa tudi naj gre lepo počivati, jutri pa lep dan. Hvala lepa in lahko noč. Hvala. Ja, hvala lepa. Vse dobro.